zdravo vsem skupaj. Zahvalila bi še vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu, tudi ostalim, ki ste se preprosto udeležili tega srečanja. Preden se mogoče lotam vsebinskih predlogov manifesta, ki ga bom predstavila, gre pa za tajni dokument, se pravi manifesto za novi internacionalizem ljudskih množic v Evropi. Naj vam povem, kako je do tega dokumenta sploh prišlo. Manifesto je delo tako imenovane mreže Recommons, ki jo sestavljajo raziskovalci in raziskovalke, aktivisti in aktivistke, tudi člani različnih političnih strank, sindikalisti in sindikalistke iz različnih držav Evrope. Nastala je pa kot posledica združenja oziroma medsebojnega sodelovanja treh organizacij, od tega je ena v Sloveniji že delno znana. Gre namreč za nevladno organizacijo Komiteja za odpis dolga tretjega sveta, katere najbolj vidni obraz je verjetno Eriktusa je že bil v Sloveniji in sicer je, če se ne motim, sodeloval na razpravi o predstavitvi zbornika Javnik kdo komu deluje, ki sta ga uredila Rastko Močnik in Maja Breznik. Založba Sofija pa je zbornik je išel v letu 2014. Založba Sofija pa je leta 2014 uredila, izdala knjigo, ki jo je Erik skupaj z Damijanom Miletom napisal z naslovom AAA, revizija, odpis, drugačna politika in seveda vsem obe knjigi močno priporočamo v branje, v njih je tudi primer analize dolga Slovenije, javnega dolga v Sloveniji. No, poleg tega komiteja Recommons sestavljajo tudi ERNSEP, to je European Research Network on Social and Economic Policy, še neka mreža raziskovalk in raziskovalcev, ki se trudijo objavljati, širiti raziskave, ki so operale v neoliberalni Evropi. In pa zelo pomemben član Recommonsa je tudi Baskovski sindikat delavcev ELA, ki s komitejem v bistvu že več sodeluje. Veliko članov Recommonsa je že od samega začetka sodeluje pri debatah o spremembi in progresivnih politikah v Evropi, ali znotraj Evropske unije, ali pa izven. Kot ste videli, v bistvu manifesto je za izven Evropske unije. Sam dokument, sam manifesto je v bistvu nekakšna poglobitev programskih nastavkov, ki so prvič išli v obliki 10 predlogov, da premagamo Evropsko unijo. V obdobju so bili poslani pred 2 letoma. Sedaj pa dokumenta, ki je pred mano in ki bom predstavila, pa je sad 3 delovnih srečanj, ki so potekala v preteklem letu v Bruslju in Londonu, in pa končne skupne evalvacije, ki je potekala meseca marca v letošnjem letu, prav tako v Bruslju. Sama sem se udeležila prve razprave, kjer smo oblikovali delovne skupine, dali nastavke in pri končni evalvaciji. Neposredno pa nisem pisala nobenega poglavja, zato se mi zdi smiselno, da vam povem imena ljudi, ki pa so to počeli, ker boste videli, gre za izjemno množico različnih ljudi z različnih področij in dejavnosti. Če lahko kar začnem. Torej, neposredno so poglavje pisali Walter Actis, ki je član španske organizacije Ecologista Sans Action, Daniel Elbarrason, ki je ekonomist in član Podemosa, Jean Chevalier, članica La France Insoumise, Pablo Cuterelo, član mreže ERNSEP iz Španije, Alexis Suquier, filozof, član francoske radikalno-leve stranke, recimo Ensemble in mreže ERNSEP, Serge Coutilas iz Španije, prav tako ekonomist, član ERNSEP-a in komiteja za odpis dolga držav tretjega sveta, Jajo Herrero, ki je antropologinja in ekofeministka iz Španije, Statis Kouvelakis, filozof, član ERNSEP-a, ki deluje v Veliki Britaniji in Grčiji, Kostas Lapavicas, ekonomist, ki je tudi znan slovenskemu prostoru, Janir Ladaluze, članica Baskovskega sindikata ELA, Nathan Lecron, ki je član belgijske podružnice komiteja,
Mikel Naval, ki je prav tako član sindikata ELA, Tijana Okič, filozofinja iz Bosne in Hercegovine, Katrin Samari, tudi v Sloveniji že znana ekonomistka, članica Taka in pa stranke Novo Parti Anticapitalist, Patrick Soran, ki je predstavnik francoske podružnice komiteja in pa, kot je omenjeno, Eric Tusson. Kaj bom v nadaljevanju naredila? Predlagala bi, da povem politična izhodišča tega manifesta. Mislim, da se v teh izhodiščih tudi vsi podpisniki strinjamo. Do zdaj je manifest podpisalo že več kot 150 ljudi, in sicer iz 21 držav. Je pa dostopen med drugim na spletni strani komiteja te organizacije z naslovom www.caddtm.com. Verjetno. Ja, caddtm, pa boste takoj napišli in se ga lahko preberete. Tako da, zdaj bom predstavila politična izhodišča, v katerem mislim, da se vsi podpisniki, pripravljalci, razpravljalci dokumenta strinjamo. Potem pa bom predstavila ukrepe, predloge iz tistih področij, ki se mi zdijo zlasti smiselna in zanimiva za trenutne razprave v Sloveniji. Spravi, kaj je izhodišče tega dokumenta dvojno? Na eni strani smo priča v zadnjih 10 letih porastu družbenih gibanj in protestov, ki se opirajo neoliberalnim politikam in ki podpirajo ali pa vsaj načenjajo vprašanje in kažejo potrebo, da je nujno in potrebno razviti alternativni družbeni projekt, ki se bo zoperstavil v režimu kapitalistične privatne lastnine, produktivizmu, ekološkemu uničenju, rasizmu in patriarhiji in ki je ne bo le zmanjševal, ampak bo kar odpravil družbene neenakosti in nepravičnosti in pa oblikoval nove forme demokratičnega odločanja. Manifesto je programski dokument, ki želi konstruktivno prispevati k krepitvi in širjenju teh idej, pobud, razprav, pa tudi agitacije. Pri tem pa se ne omejuje na obstoječe pravno-formalne in institucionalne meje, kajti gre za vprašanja, probleme, ki jih ta gibanja naslavljajo, so namreč globalne narave in imajo skupne strukturne vzorce. Če tudi se v vsaki državi kažejo na poseben način, pač odvisno od institucionalnih okvirjev, razmerij moči, režimov gospodarske rasti in tako naprej. Pri tem pa je dejstvo, da inštitucije Evropske unije, da so procesi evropskih integracij vedno delovali v vlogi nekakšnega mediatorja globalnih trendov na regionalnih področjih in sicer pospeševanja neoliberalizacije gospodarstva in družbenih odnosov. S tem se ne misli, da je EU neka inštitucija, ki bi edina diktirala ali pa zlovešče se upirala, zlovešče nastopala proti izbranih skupini držav, sploh ne. Gre preprosto, da so kapitalistični temelji, se pravi svoboda trga in konkurenca vpisana v same gene Evropske unije, v njene ključne odločbe in regulacije. In zato je Evropska unija procesi evropskih integracij že od samih začetkov spodbujajo svoboščine kapitala, hkrati pa omejujejo možnosti skupnega demokratičnega nadzora in vzvodov moči, ki bi mogoče lahko umirila oziroma napadla vse te svoboščine kapitala. In z izbruhom svetovne gospodarske krize, zlasti pa krize dolžniškega javnega dolga v evroobmočju, ki je omajal stabilnost evra, so se vsi ti nastavki Evropske unije v bistvu le okrepili, z njo pa tudi njena protisocialna in protidemokratična narava. Tako smo bili priča hitremu porastu družbenih in socialnih neenakosti, ne samo med državami, ampak tudi znotraj držav. Vse to pa se je dogajalo na ozadju čedalje bolj alarmantne ekološke krize, na katero Evropska unija nima prav nobenega konkretnega odgovora ali pa še manj strategij, kako bi spremenili obstoječe sisteme produkcije. V bistvu ravno obratno, kar se dogaja, je, da se na naraščajoče proteste pa nezadovoljstvo množič odgovarja načeloma z represijo. Pa naj bo to fizična represija, ali pa politična, ali pa institucionalna. Hkrati imamo poraz desnice, Evropska unija pa
pa se še naprej avtoritarno ograjuje in omejuje pred demokratičnimi pritiski in potrebami ljudi. To tudi zelo jasno pove, saj navsezadnje je Jean-Claude Juncker leta 2015 eksplicitno izrazil, da se do evropskih pogovorih ne da odločati na demokratičen način. Tako da izbire praktično nimamo. In ravno zato, ker te izbire nimamo, manifesto pravi, čas je, da prenehamo izpolnjevati evropske uredbe in obveze. Je čas in je nujnost, da damo na mesto skrb za širšo blaginjo ljudi, da damo na prvo mesto zadovoljevanje družbenih potreb, zagotavljanje temeljnih pravic posameznikom in posameznicam in pa širitev demokratičnih, realno demokratičnih vzvodov odločanja in nadzora. Se pravi, čas je, da nehamo izpolnjevati evropske uredbe ne zato iz nekih moralnih ali pa načelnih vzgibov, ampak zato, ker evropske institucije preprosto preprečujejo, da bi implementirali kakršnokoli realno, socialno in demokratično agendo. Manifest tako sestavlja 9 poglavij, ki pokrivajo različna področja. Prvo področje zadevajo takojšnje ukrepe, ki bi jih progresivna vlada, ki stopi na oblast, morala uvesti oziroma predlagamo, da ne bi jih uvedla. Potem poglavje predlaga sklop ukrepov za področje bančnega sektorja, na ravni javnega dolga, kar se tiče zaposlovanja in socialnih pravic, za področje energetskega sektorja in ekološke tranzicije, feminizma, izobraževanja in zdravja. Dokument pa zaključi nabor predlogov, vmes je še mednarodna politika in migracije, dokument pa se zaključi z naborom predlogom o povezovanju družbenih gibanj, krepitvi sodelovanja ter solidarnosti, tudi z nekaterimi ukrepi, kako se konfrontirati z Evropsko unijo. Vsako poglavje vsebuje nekakšno analizo, zelo kratko analizo obstoječega stanja, diagnozo in potem ukrepe na kratki rok, se pravi ti, ki bi jih mogli takoj uvesti, na srednje dolgi rok in pa dolgoročne cilje neke širše ekosocialistične transformacije. Ukrepov, to je dokumente na 100 straneh, ukrepov je veliko, so zelo konkretni, zelo natančni, tudi zelo sofisticirani, nekateri celo preveč za moje omejeno znanje. In jaz sem bo sedaj predstavila predloge ukrepov z 2 področji, ki se mi zdijo res zanimive za tukajšnje razprave. Eno je, kaj naj progresivna vlada, če pride na oblast, takoj stori in kaj se da tudi takoj storiti, je realistično, je izvedljivo. Drugo pa še predlog reorganizacije bančnega sektorja. Se pravi, kaj so takojšnji ukrepi? V bistvu grejo zelo v smer tega, kar je Marko že prej omenil. Takojšnji ukrepi, kakršnekoli vlade, ki se ima za progresivno, je, da upelje politike, ekonomske in socialne, ki bodo takoj nemudoma spodkopale moč kapitala in zasukala razmerja moči v pridelovstvu. In to se da. Da se zelo preprosto začne s 3 prioritetami. Makroekonomska prioriteta take vlade mora biti preprosto dvig domačega povpraševanja brez dviga zadolževanja. Dvig domačega povpraševanja bo tako temeljil na dvigu plač, pokojnin, s tem pa in spremembo davčne reforme, s katero se želi redistribuirati prihodke in bogatstvo pri delovstvu, pa zmanjša družbene neenakosti. Prioriteta na področju socialne politike mora tako biti poleg že omenjenega dviga plač po pokojnin, širjenje javnih storitev, zmanjšanje delovnega časa. Zakaj? Zato, da se nemudoma odprejo nova delovna mesta in so mogoče večje zaposlovanje. In nova vlada nemudoma začne s pripravami za reformo trga dela, ki bodo ukrepila demokratično odločanje na delovnem mestu in pa pod vprašaj oziroma prekinila s prekarnim delom. S prekarnimi zaposlitvami, pardon.
Seveda, tovrstna socialna politika rabi nek podporo ekonomske politike, no, to se bomo pa takoj neposredno soočili z Evropsko unijo. Namreč, prvo, kar takšen program krepitve domačega povpraševanja, brez zadolževanja, tujega in domačega, zahteva je staviti varčevalne ukrepe. Aktivno državo in javni proračun je vključiti v širjenje socialne države in investicije, ki so potrebni za dvigovanje, za rast bolje plačenih in visoko kvalificiranih mest. Natančneje, na ravni fiskalne politike, kar bi bilo treba, je poleg odpraviti omejitev ustavno odločbo o prekiniti s fiskalnimi omejitvami, je treba takoj uvesti progresivno davčno reformo, ki bo dvignila davke na bogatstvo in kapital. Zakaj je, da se bodo krili javni stroški? Javni stroški se bodo pa lahko tudi krili z vpeljavo moratorija na odplačevanje javnega dolga in sočasnim sprožitvijo postopka javnega pregleda javnega dolga. Z namenom, da bi se odpisal njegov nelegitimni, če je, sovražni, če pač se ugotovi, da je sovražni, ali pa ilegalni dolg. S tem se že prekinemo z uredbami Evropske unije. Ali treba iti še tle? Rabimo tudi podporo monetarne politike. Na tej ravni pa je treba takoj obnoviti centralno banko, ki bo regulirana na domači ravni, ne pa nekje zunaj, na nobenem izvan dosega kakršnega politika državljanov oziroma ali pa vpliva ljudstva. Spravi domačo centralno banko, ki bo delovala pod nadzorom lokalnih organov, ki bo imela dovoljenje za izdajanje denarja in ki bo imela dovoljenje, da financira potrebe države. To, kar delajo že centralne banke, ne v Evropski uniji, dela ameriška in pa banka v Veliki Britaniji. Obenem pa bomo na monetarnem področju takoj potrebno omejiti prosti pretok kapitala. Zakaj? Je ravno zato, da se omeji, da se prepreči potencialni beg kapitala, pa še večje davčne utaje in pa seveda zaščititi depozite prebivalstva do določenih vrednosti. Tu velja omeniti, da so te predlogi realistični, to so realni. Namreč, v bistvu, v pogodbi o delovanju Evropske unije že obstaja člen, da se lahko omeji pretok kapitala. To je nujno, da se omeji tudi zadolževanje, namreč sploh privatno zadolževanje. 65. člen omogoča, da države ponovno upeljajo oziroma omejijo liberalizacijo kapitalskih tokov in to se je zgodilo. To se je zgodilo leta 2013 v Cipru in leta 2015 v Grčiji. Prav tako že imamo primere revizij javnega dolga in delnih odpustov javnega dolga. Rusija, Argentina, Ekvador, pa tudi Islandija so se že unilateralno odločile, da nehajo odplačevati dolgove. Eno izmed področij, ki naj bi se ga progresivna vlada takoj mogla lotiti, pa tudi zahteva reorganizacijo bančnega sektorja. In pač glede na to, da je Slovenija ravno kar v procesu velike privatizacije, kar razprodaje lastnih bank, se mi zdi to še posebej pomembno, da podrobno predstavim. Se pravi, bančni sektor. Zakaj bančni sektor? Zakaj treba reorganizirati bančni sektor? Zato, ker so banke imajo srednjo vlogo pri spodbujanju in pospeševanju procesov akumulacije kapitala, kreiranju delovnih mest, imajo ključen učinek na dinamiko nacionalnega gospodarstva, pa tudi mednarodno, to smo videli. In ravno zato bi jih morali smatrati kot v bistvu ponudnice javnih storitev. In banke bi morale prispevati k javnemu dobremu. Se pravi, morajo postati javna last, ker uporabljajo med drugim tudi javni denar, sploh tiste, ki so bile rekapitalizirane, imajo jamstva države, države jih veliko ščitijo, se pravi, državljani jih ščitimo, hkrati pa upravljajo osnovne storitve, ki zadevajo temeljne družbene potrebe. Zato je treba banke socializirati, se pravi, dati pod nadzor državljanov.
manifestu sta dva predloga, kako to storiti. Dva scenarija popolne ali delne socializacije, ki zadevata spremembe na 4 področjih. In sicer na področju sistema lastnine in nadzora, na področju nalog in konkretnih misij bančnega sektorja, na področju same gostote in pa vključenosti članov, namreč manifest, oziroma predlogi v manifestu izjemno podpirajo, da morajo imeti sindikati delavcev, podjetij pri reorganizaciji bančnega sektorja ključno vlogo. Kaj pomeni popolna socializacija? Popolna socializacija bančnega sektorja bi pomenila ekspropriacijo brez ali simbolno kompenzacijo glavnih delničarjev, ne malih delničarjev. Javni sektor bi moral dobiti popolni monopol nad bančnimi storitvami z izjemo malega kooperativnega sistema bank. In oblikovala bi se neka listina s konkretnimi projekti in predlogi o investiciji, ki bi se naredila na demokratičen način v sodelovanju s širšimi državljani. Delna socializacija je na kratki rok verjetno bolj verjetna, zadeva pa v bistvu sistem, ki je malce podoben sistemu, ki ga je malce danes v Nemčiji, oziroma koliko že niso uničili povojni sistem v Nemčiji bančni. Gre za tripartitni sistem, kjer obstajajo center ali pa pol javnih bank, privatnih bank in pa kooperativnih bank. V javnem sektorju, javne banke bi delovale avtonomno, z lastnim vodilnim telesom. Delovali bi pa pod skupnim usmerjevalnim odborom. Nadzor pa bi potekal na neposreden način strani lokalnih in nacionalnih izvoljenih predstavnikov, vodij bank in pa predstavnikov delavcev ter državljanov in predstavnikov združenj različnih državljanskih organizacij, različnih asociacij. To je bil javni sektor bank. Potem bi imeli privatne in kooperativne banke. Obe bi mogli delovati pod skupno bančno zakonodajo, ki bi omejila njihova področja delovanja, določila postopke izbire novih kadrov in obvezala, da prevzamejo tudi del tako imenovane neprofitne, nedonosne klientele, ki za banke, velike banke, ponavadi ni zanimivo. Ključno pri tem je, kaj bi bile naloge tega bančnega sektorja. Bančni sektor bi se ponovno začel ukvarjati le svojo primarno vlogo prenašalca, transmisije, financ in denarja med varčevalci podjetij, se pravi, ukvarjal bi se z depoziti in varčevanjem brez tveganja špekulacij in financiral bi potrebe realne ekonomije, ne pa stanja profitov. No, pa če zdaj nekako povzamem, kaj bi to neko ključno sporočilo manifesta. Manifest pravi, da progresivna politika je možna in je realistična. Če odgovorim na vprašanje Markovo, kaj naj naredi levica z evropskimi integracijami, sporočilo je jasno, nehati more ubogati, računati more na konfliktno situacijo, krepiti more bazo, podporo med širšim prebivalstvom, oziroma progresivnimi družbenimi gibanji in delati na preprosti državljanski nepokorščini. Ni res, da nas prepričujejo, da alternativa ni možna, oziroma da imamo edino alternativo med prokapitalistično Evropo svobodnih trgov in kapitala z bolj ali manj humanim oziroma nehumanim obrazom in pa neko reakcionarno neko državo nacijo. Ne, ni res. Imamo alternativo, manifest jo ponudi, hkrati pa ne da končnega odgovora. Ni neka programska šablona, neka levičarska šok terapija, ki bi jo zdaj kopirali iz ene države v drugo, tako instantno. Tiske in misli se dobro zavedajo, da je kakršnakoli implementacija in oblikovanja politik stvar konkretnih družbenih razmerij v konkretnih okoliščinah
konkretnih prostorih. In pozivajo oblikovanje strategij, ki bo temeljila na družbeni mobilizaciji, kot že na civilni nepokorščini in pa neki samoorganizaciji. Skratka, v bistvu gre bolj za vabilo v neki strateški razpravi in pa če upam, da se bomo še kdaj dobili, da bi lahko bolje predstavila še druga področja oziroma ukrepe iz drugih področij. Hvala za našo posebnost. Hvala. Najprej